Kakšne so želje za leto 2024 mogoče? Moje želje so predvsem dobro delo, uspeh, zadovoljstvo in zadovoljstvo tudi občank in občanov nad tistim, kar mestna občina Nova Gorica počne, ponuja in kar bo dosegla. Odlično, vesele praznike in uspešno 2024 vam želimo tudi mi in vesele priprave na Evropsko prestolnico kulture 2025. Hvala lepa, zdaj pa imam jaz še na uho mi je prišlo, da ptički so mi povedali, tudi če jih zdaj ni, da voditelj Sandi že do otroških nog ima tak prav poseben hobi. Ja, imam res, ja. Da zbira zastave. Zbiram zastave. Pa smo mu eno. Moj bog, poglejte vi. Že 106. zastava v moji zbirki. Upam, da je še ni v zbirki. Res je ni. Najlepša hvala. Evo, imam namizno zastavo mestne občine Nova Gorica. Zdaj on lahko doma delu seje. Tako zdaj jaz samo tu rejem. Ste tudi pisali Božičku, kaj bi recimo mu napisali, kaj vam ne zdaj prinese? Naj prinese izvedbo vseh investicij, ki jih imamo v načrtu za Evropsko prestolnico kulture. Če mi bo to prinesel, bom zelo vesel. Bo uslišal, držimo pesti. Sicer pa je tudi mestna občina Nova Gorica letos dobrodelna. Kako, na kakšen način? Ja, odločili smo se, da bomo del izkupička od izposoje drsalk namenili za dobrodelne namene, glede na to, da izposojo drsalk vrši naš javni zavod Mladinski center. Bomo preko njih ta denar namenili tistim mladim, ki so morebiti na kakšen koli način prikrajšani in jim na ta način polepšali leto 2024. Zelo lepa gesta, bravo, zelo lepo. No, tudi Robinovci smo zadnje tedne opravljali dobrodelne izzive, ki nam jih je dodelila naša šefica Martina. In en od izzivov je bil tudi, da moramo v drsalkah zaplesati koreografijo na Bevkovem trgu. Seveda na ledu, ne. Bi vi zdaj sprejeli ta izziv, ne, pa bi se brez koreografije zapeljali takole po drsališču, pa bi mi vseeno to malo dokumentirali, ne, pa kaj, ne. No, že vidim, kam ciljate. Župana bi radi spravili na led. Tako. Dobro, sprejmem izziv. Sprejmete izziv. Odlično. Sprejel je izziv.